To je moja muska. Ema Kozin, pozdravljena v oddaji To je moja muska. Hvala, ker si se odzvala povabilu. Za začetek, bila si gostja pri naših sosedih v nedeljskem popoldnevu, tam smo lahko izvedeli, da te je na boks upisal oči. Kaj te je pri tem športu kot 11-12-letno deklico pritegnilo? V bistvu to, da navzven zgleda zelo preprost, ne? Ok, imaš samo 3 različne udarce, ne, in je to, ampak je v bistvu vse drugo kuka. Preprost, že naprimer, da sem se naučila najbolj osnovni udarc, to je direkt. Sem pa čez to cel trening samo to delala, samo prvi direkt, da je bil res popoln, najboljš, kar je lahko, ne. Zelo so pomembne podrobnosti, hkrati pa tudi vidiš, da kaj enkrat začneš sparirati, ne samo, da ti mečeš udarce, da eno udarce proti tebi meče, da je to veliko težji in zakompliciran in da je v bistvu glava ful pomembna. Kakšne predispozicije mora imeti, recimo, da otrok za boks? Recimo, je to oči pri tebi videl ali je sam tak fan tega? On v bistvu sploh ni razmišljal o tem, da bom jaz zdaj neka dobra boksarka ali pa da bom sploh kdaj tekmovala. On je samo o tem razmišljal, da bi bilo dobro meni malo dvigant samozavest, da grem za to neko borilno veščino in je pač bil boks klub najbližji, ne. Pojmil pa pač druge, plan B je bil kakšen judo pa tako naprej, ne. Tudi vedel je, sem bila vedno med pač močnejšimi puncami, fizično tudi tako močna, zato ker pač imam starejšega brata in sva se doma rvala mala, ne. Se mi zdi, da je najbolj pomembno pri bokserju, da ima tisto borbeno srce. Se pravi, da ne obupa, ker je težko, ne, da tudi če dobi udarca, ok, ga pozab, pa pač se odloči, da bo vrnil, ne. Da je to veliko bolj pomembno, kot karkoli drugega, ker se mi zdi, da drugo je veliko lažje natrenirati. Zdaj si v bistvu dobro iztočnico dala za to, da te lahko vprašam, kaj te je boks naučil za življenje? Tako kot vsak šport me je naučil pač disciplino, redno disciplino, da v bistvu, če ti za neki garaž boš prej tudi vse kakšen uspeh dosegel, ne. Če ne drugega boš vse čutil napredek in boš že zaradi tega zadovoljen. Hkrati pa tudi to, pač življenje je težko, ne. So vzponi in padci, mislim, da to vsak športnik, vsak človek tudi doživi, ampak je res vsak vzpon je toliko slajši, ne, sploh po kakšnemu težjemu padcu. Si takrat vedela, ko si recimo začela tekmovati, ker to verjetno je tudi bil neka odločitev, da boš pa zdaj začela tekmovati, ne? Da je to najtežji šport. In zakaj je tako težek? Ne, ti v bistvu niti ne čutiš, da je to zdaj najtežji šport, ne, ker večino nisi probal, naprimer meni je težko že včasih ven iti teč, pa sem tako, moram, ampak pač vem, da je, ne, pa bi bil zame lahko najtežji šport. Mislim, ko sem tekmovala, ko sem v bistvu čutila tisti adrenalin, ki ga res nikoli prej nisem čutila, tisti pozitiven adrenalin, ne pač kakršnokoli tremo. Zelo tudi mlada sem začela že tekmovati pri 12 in to je bilo v nekem, prva tekma amaterska je bila v nekem diskaču, diskoteki v Slovenski Bistrici in takrat, ko sem zmagala, to je bilo res najboljši občutek, ne. Si imela kaj prijateljice znotraj športa? Sem imela, v bistvu bi rekla, tako kar vzornico direkt že v klubu, to je bila Mateja Rajterič. Ona me je v bistvu veliko stvari naučila tako drugače kot te trenerji, ne. Ona je vedela, ok, kako je biti v ringu, kako je poslušati tistega trenerja, kaj pač, da ne bo nič narobe, če jaz tako ne naredim isto stvar, ne, da pač naj bom osredotočena na tisto, kar se trenutno dogaja, pa pol v zadju sprejmam informacije še od trenerja, ne. Mami na začetku ni bila navdušena. Predvidevam, da zato, ker vseeno velja to za grob šport. Recimo, kako grob je v resnici, kolikokrat si bila poškodovana ali pa katere poškodbe so najbolj pogoste? Edina poškodba v bistvu, ki sem je dobila, da je bila daljša, da se ni pozdravila enemu tednu, je bil, ko sem enkrat dobila tako udarc, da mi je počel bobnič v ušesu, ampak je bilo zelo minimalno, tako da tudi nobenega posebnega zdravljena ni bilo, samo pač nisem se smela naprezati en mesec, ampak ja, vem, da takrat je moj ati, no, da je res me povsod pelil po zdravnikih in pol mu je kirurg rekel, da je to tipična poškodba, ko moški udar žensko, ne.
In poli seveda gledal mojega atija, da me je on udaril, ampak ja, poli bil ati, poslušajte vi mene zdaj, če kdo lahko ga udari takole, je onak mene. Si ti kdaj koga poškodovala? Mislim, razen kakšnih modric, pa malo razbitka nosa, ustnic niti ne, da bi jaz vedela, no, tudi mislim, da ni bilo nič tazga. Kar je fascinantno recimo za nas, ki nismo v tem športu, pa ga recimo, da redko spremljamo, je vaša komunikacija. Koliko je dejansko ustrahovanje? Dejala si, da če uspeš tekmico prestrašiti, je to plus, se tega priučiš, je to v tvojem značaju? Jaz sem se mogla kar tega predvsem naučiti, oziroma dosti tega ustrahovanja je pri meni non-verbalnega, se pravi brez besedami, pač meni vedno rečejo, ja, gledaš jo ostro, tudi včasih gledamo te face-offe, vedno strmimo, dokler lahko drug od drugega, nekako velja tisto nepisano pravilo, unka prvi makne pogled, ga je bolj straha, zato velikrat nam pol kakšni promotorji pa varnostnika, ok, naprej se morate obrniti, ker nas hočeš še do spredi slikati. Tako da ja, že takrat hočeš pokazati, da tebe ni strah nje, oziroma da se mora ona tebe boriti, in je to lahko čist brez besed. Tudi jaz sem bila taka, nikoli nisem zdaj žala ali pa ne spoštovala nasprotnice, vedno sem spoštljivo rekla, ampak sem pač rekla, da mislim, da sem boljša. In mislim, da tudi... To si rekla njej? Rekla sem na tiskovni konferenci, to so si radi pol povedali, naprej. Ampak ja, pač, če te vpraša, kaj pričakuješ od borbe, poveš, in jaz sem tudi takrat to verjela, ni bilo nič nespoštljivka, rekla sem s spoštovanjem, vem, da je ona močna, vem, da bo šlo verjetno na 10 rund, ampak ja, mislim, da bom zmagala. Kaj bi sotekmovalke povedala o tebi? Mislim, da bi to kar povedala, da sem načeloma spoštljiva, tudi Clarissa Shields, ta olimpijska prvakinja, ki mi je v bistvu dala profesionalni poraz, ki me je premagala, je rekla, da v bistvu sem spoštljiva, njo velikrat je znana po tem, da rada izbruhne, ampak zato, ker jo vedno njo provocirajo najprej, Pri meni je bila pa še zmeraj spoštljiva, rekla je, ok, jaz sem mlada, mlajša od nje, da si želim priti na vrh in tako naprej, da me je preštudirala. Tako da mislim, da ne vem, nikoli ne bi rekla, da bi bilo zdaj kakršnekoli slabe krvi med nami, vedno bilo spoštljivo v večini, tudi da bi se zdaj spomnila, da bi bila kakšna afera, mislim, da ne. Ko si rekla, da preštudiraš tekmico, kaj to vse zajema? Predvsem ogled videoposnetkih, kakršnokoli dobiš, itak najprej tekme, potem tudi kakšne treninge, če jih objavlja, v glavnem res se malo kar nek stalker počutiš, ker res se pogledaš vse njene socialna omrežja pa tako naprej, ampak ja, večinoma gledaš posnetke borb, tudi večkrat, jaz sem pol že tudi vsak dan kakšno vsej del borbe pogledala. Ja, recimo, če je dolga leta v ritmični gimnastiki veljalo, da so najboljše Rusinje, Ukrajinke, Belorusinje, kako je pri vas? V profesionalnem boksu je trenutno so Američanke pa Britanke res tist top of the top, oziroma jih je veliko dobrih, tudi kad ko gledaš, tudi njim se v bistvu, one imajo tudi največjo podporo, tudi verjetno zaradi tega, in kar se tiče promotorjev in sponzorjev, vedno so bile tudi kakšne Nemke ali pa tudi Rusinje, ampak jih je v profesionalnem boksu zelo malo, jih je pa v amaterskem ogromno in so res dobre. Tam se tudi pozna, da je tam težko ratati državna prvakinja, ker je že znotraj države taka konkurenca. Dajva razložiti amaterski in profesionalni boks. Razlika je tudi, naprimer, v tem dolžini pa številu rund. Naprimer, v amaterskem boksu imaš zdaj skozi 3 runde po 3 minute in pri fantih in pri puncah je to. Fantje zdaj brez čelad tekmujejo, punce imajo še zmerom čelade. Mi v profesionalnem boksu nimamo čelad, imamo pa naprimer punce 2-minutne runde, pa če se gre za naslov, jih je potem 10. Ti si kdaj bila v amaterskem? Sem bila najprej preden sem v bistvu šla v profesionalni boks, zato ker je omejen tudi starostno, ne moraš biti 17 oziroma starejši, sem tekmovala v amaterskem, tudi naredila kar neki borb, večinoma starejšimi, v Sloveniji sploh ni bilo nobene, da bila toliko stara, da bi v bistvu in težka to, kaj jaz, to je bilo večinoma ali s tujkami ali pa pač starejšimi, kadar sem lahko. Si kdaj razmišljala, da bi šla ven?
Smo tudi razmišljali, ja, ampak v bistvu, kar se tiče treningov, imam jaz kle v bistvu dobre pogoje, ne. Imam dobre trenerje, blizu imam in telovadnico, imam blizu domu in naprimer faksu, tako da sem itak vedela, da dokler bom študirala, rajš bi kle bila doma, so pa pač tekme večinoma v tujini, zelo malih je v Sloveniji, pa še to, če imaš, ali more, ne vem, tvoja ekipa organizirati, oziroma tako, pol se na druge stvari koncentriraš namesto samo borbo. Omenila si diplomo iz finančne matematike. Ja, si želiš v tem delati, oziroma koliko časa se v povprečju lahko ukvarjaš s profesionalnim boksanjem? Ja, je kar. Načeloma sem tako gotovila, da se da, če greš zjutraj na trening, pa pol na predavanja, pa zvečer na trening, pa se pa vmes učiš, ali pa pač čez vikend, ko imaš več časa, da se da to kombinirati kar zelo dobro. Je pa res, da mi je bilo sploh na študiju finančne matematike, ker je res eden izmed po moje najtežjih programov, da je težko bilo, ampak potem, kar naenkrat tudi dojameš sistem, kako je biti na fakulteti, mislim, da je večini bilo težko, ne, tudi mojim sošolcem, je bilo potem malo lažje, no, ampak ja, ko imaš neke stvar rad, pač v tem ustrajaš, a ne, tudi boks mi je to pokazal, da pač tudi če ti prvič ne uspe, pač ustraji, ne, ker je res končen uspeh res pač vreden tega. Stara si 25 let, koliko časa še misliš, da boš v boksu, oziroma prej si mi dejala, da so najstarejše tam nekje pri 45-ih še zmeraj tekmujejo? Ja, jaz sebe težko vidim, zato ker sem tudi začela toliko zgodaj. Ampak pričakujem, da okrog 30, ko bom še verjetno še tekmovala, oziroma ko bom čutila, dokler sem jaz konkurentna drugim, dokler jaz vse čutim, da lahko napredujem in dokler pač imam to veselje, bom tem ustrajala. Sem pa nekako si predstavljala, pač če bom jaz zanosila, če bom imela svoje otroke, si težko predstavljam, da se bom lahko zdaj vrnila nazaj. Ok, zdaj, si ravno pri otrocih. Bi rekla, da te kaj pri dojemanju tega športa nervira? Ja, me predvsem velike stereotipov, ne, vedno ali spadeš možača ali pa da te tepejo doma, neki vmes ni, ne, naprimer, doskrat je tudi moja družina poslušajo, kaj pa jo, doma tepete, da je šla boks, kaj to sploh ni logično, če malo pomisliš. Tudi ja, izpademo možače ali lezbike, pač neki morajo vršiti ven, ne. Prav se mi zdi, mogoče včasih malo starejša organizacija, čeprav se mi zdi v zadnjih letih, da me te najbolj poznajo, pa pozdravljajo po ulicah, pa so veseli, ali pa pač kakšni, se mi zdi, moški, ki imajo mogoče probleme s tem, da vidijo žensko, kako sepe enakovredno. A si mogoče v odraščanju imela kakšno krizo? Sem imela tudi krizo, da bi v bistvu nehala z boksom, ampak zato, ker ni bilo tekem takrat. Tudi v materskem je bilo doskrat, jaz sem šla res, naprimer v Srbijo smo se vozili, ne vem, 6 ur, smo prišli tja in nisem imela nasprotnice, ne, in to ti res vzame motivacijo, že dobro po Sloveniji, ampak tisto ni spet tako hudo, tisto se, ne vem, en dan pač zgubiš, tam pa res cel vikend oziroma še malo več. In prideš tja in ni nobene in si tako, kako neče mednarodni turnir, ne. Takrat mi je bilo, pol pa itak še kakšne počitnice, pa vidiš, pa se ti že ne da več ne trenirati, ker veš, koliko je to v bistvu garanja, ne, pa bi bil včasih malo bolj normalen otrok, pa šel ven s prijatelji, pa ne pravo razmišljati, jutri imaš trening, pa je to. 10 treningov v tednu, ne? Ja. Ampak ja, v bistvu me je pol tudi trener, takrat je velik trener rekel, da je kaj, če bi midva šla v profi boks, malo mi je pol predstavil, pa smo razmišljali o tem, kako bi to potem potekali. Pol najbolj me je tako to v bistvu pritegnili, ker si veš, kdo je tvoja nasprotnica in veš, da bo zihar borba, oziroma zveš en teden prej, ne, sem že tako super, ne bom šla tja in bom gledala, nobenega ni in je to, ne, vedno je bolj zajamčen. To mi je bilo všeč, ker je več rund, jaz sem tak bolj vzdržljivc, ker trener prav, ker nek star dizel, star traktor, neki čas rab, da se segreje, pa se pa ne ustav, ne, in to, zato mi je toliko bolj všeč ta koncept večjih rund. Kakšna so pravila v ringu?
Kako vas ocenjujejo? Ocenjujejo načeloma sodniki tako, da daje 10 točk tisti, ki je bila boljša tisto rundo, sprav vsako rundo ocenjuje posebej, 3 sodniki so zunaj in on pač vsak svoje šteje, 9 da tisti, ki je izgubila rundo, oziroma lahko tudi dobi 8, če je naprimer če je prišlo do štetja, se prav nekega knockdowna, ne prav knockouta, ne, se prav, da lahko nadaljuje, ampak pač so ji štel, ker si bila, ne vem, je bila pač druga tok dominantna. Tako da ja, ocenjuje pa v profi boksu in pač seveda število čistih udarcev in nekako tudi stil oziroma znanje, ne. V amaterskem je večinoma samo pač čisti udarci, zato dostkrat zgleda, ka malo zmešnjava, zato ker vsak hoče v tistih 3 rundah največ udarcev prožiti, kar lahko, ne. Profesionalen boks je pa to bolj ka maraton, ne, to moraš imeti moč in zdržljivost za 10 oziroma pa fanti 12 rund, ne, in zato moraš tudi z glavo delati. Tudi veliko bolj prej pride do knockoutov oziroma do pač še zmerom lažje preživeti, če te kjer dobro zadane v, ne vem, ledvica v trebuh, je lažje preživeti 3 runde, koka pa 10 rund, ne. Tudi moraš biti tudi pameten, včasih že, naprimer, da se dobro umakneš udarca nasprotnici, v bistvu to pozitivno vpliva na točkovanje. Omenila sem tvoj nadimek The Princess. Kakšne si druge izberejo nadimke? Če recimo par druge imajo bolj take, borbene, a ne... Ja. Naprimer, Clarissa Shields je imela najprej T-Rex, kot tiranozavr, zdaj ima The Goat, kao Greatest Woman of All Time, pa imajo Silent Assassin, pa take, v bistvu take, ki bolj nevarno že sliša, ne, jaz sem v bistvu tista, ki malo čudna. Dajva zdaj razloži teža oziroma tehtanje. V bistvu po kategorijah ste glede na kilažo, ampak to ne pomeni, da tako kilažo, kot imaš, pač tja greš, ne, ampak... To pomeni, da moraš ti, se pravi, vedno je uradno tehtanje en dan prej, se pravi, vsej 24 ur pred tekmo in takrat moraš ti biti pač znotraj kategorije, ne. Se pravi, če malo odstopaš, ali zgor nadzol, imaš od 1 do 2 uri načeloma časa, da pač zgubiš, da prideš spet v to kategorijo, kjer tekmuješ, ne, lahko bi pa bili tudi kakšne denarne kazni, odvisen tudi, kako se prej zmenaš. Je pa tudi v bistvu vseh profesionalnih borilnih športih tako, da imamo en dan prej tehtanje in pač pol naslednji dan, ko imaš tekmo, si takoj že teži, vsak je teži, mislim, da razen če imel kakšen tako, da je v bistvu bil v spodnji meji kategorije, ne, da je iz lažje kategorije prišel višjo. Se pravi, večkrat v bistvu zgubljaš kilažo. Večinoma zgubljamo, ja, vsi. Razen heavyweight, ki imajo itak absolutno tam, pač oni ne zgubljajo, ne, oni ne rabijo. Tako da ja, večinoma zgubljaš, jaz načeloma 4-5 kil vedno zgubljam, ampak probamo vedno postopoma, da mi ne vzame veliko energije, da res ne pridem ka nek zombi tam na tekmovanje, mislim na tehtanje, ker sem tudi že videla, sploh v mešanih borilnih veščinah, da so ljudje prišli res komi, so hodili, ne, na tehtanju reči slabi. Ja, mal ne gre skupaj, ne, ker potem pa moraš biti res... Ja, ampak res, pa gledaš naseden dan v ringu, ne, meni že voda ti v bistvu ful pomaga, ne, vitamini, minerali, jaz v bistvu čist normalno jem, pol več pijem, kot sem prej, ne, in že telo, ki ga pač mu prej vzameš vodo, pol kaj dobi, takoj zagrab in pač ja, pred tekmo imam že 3 kile več, čist normalno, je pa res, da pol tudi med tekmo ful bolj švicam, kot načeloma med treningi in jo pol spet hiter zgubim to vodo. Te je kdaj zamikala še kakšna druga borilna veščina? Vmes sem tudi neki lih pred profesionalnim boksom naredila 2-3 tekme v kickboksu, ampak to je bilo tako, v bistvu jaz sem bila bokserka, ki se je občasno spomnila mal brcen z nogo, ne, ker si enkrat to kleči v boksu, pol ti težko, pač podzavestno mečeš roke, a ne, mnogo sem bolj zato, ker ne vrgla, da me ne bi sodnik upozoril, da pač to je kickboks, ne boks. Vmes sem tudi razmišljala, kakšen judo pa to, ampak v bistvu tudi polka mi je malo bolj, ker gledaš, kako to treningi, pa vse to, pa ti paci, pa sem tako, to ni to zame, je boks, ker nekako kar je bolj primerno. Greva zdaj glasbi.
To je osnovna najna naloga. Kaj ti pomeni glasba? Koliko jo poslušaš? Preferiraš kakšen žanr? Ja, v bistvu je kar precej poslušam, no, in med treningi in vedno v avtu, kamorkoli se vozim in ker, ne vem, delam domače naloge, nekdaj sem skozi glasbo poslušala. Je pa različno, ne, imam kar malo obdobja, ker, ne vem, bolj poslušam pop, rock, je pa zdaj že zadnjih par let predvsem na tapeti simfonični metal, tako da tega pa resno, sploh zadnjo leto mislim, da večinoma samo to poslušam, ampak ja, včasno kakšen komad če slišam, tako pa kaj druge zvrsti pa to bolj poslušam. Bi rekla, da je kakšen poseben žanr skupen v svetu boksa? Ja, dost je, bi rekla, da hip-hop oziroma repa to velik bokserjev oziroma borcev rad posluša, tudi mi imamo, ko imamo skupinske treninge, večinoma to poslušamo, kakšen tak miks. A pa pač kakšen metal včasih pride, ampak ne, večinoma je bolj rap pa hip-hop. Povejva zdaj, katere 3 skladbe si izbrala, oziroma katera je prva skladba, ki si jo izbrala in zakaj? Najprej sem izbrala Thor od Siddharte, to je tudi moja stopna pesem, ko grem v ring. Siddharto zdaj se mi zdi poslušamo v moji družini že od nekdaj, naša dva, sprav moja starša sta poslušala še pred mojim rojstvom, res že samih začetkov Siddharte sta poslušala in pač to je res prav tisti, ne vem, kar naš družinski bend, res različno glasbo poslušamo, sploh s bratom pa sestro, ampak če se zmenimo, zdaj bomo pa vsi isto glasbo poslušali, bomo Siddharto tali, ja. Brat pa sestra sta tudi v kakšnem športu? Ja, sta pa plesalca. Moj brat je breakdancer, moja sestra je pa hip-hop včasih trenirala, ima zdaj nehala. Druga skladba? Nightwish Sleeping Sun, to je bila v bistvu prva pesem, ki sem jo slišala od Nightwishov, potem se je pa tudi razvila ta ljubezen do simfoničnega metala. Je pa pač taka sicer full umirjena, če gledaš druge pesmi, ampak tudi tako se mi vedno dotakne, ker je res, besedila so fenomenalna in to mi tudi pri simfoničnem metalu zelo fascinantno, da v bistvu ni samo neko dretje ali pa kaj ne, to in melodija je pomembna in besedilo, pa ne samo zato, da se rima pa da se dobro sliši, ampak tudi vsebina je zelo pomembna in tudi lani sem išla poslušati in je res to fenomenalno, najboljši koncert je bil. Kje si bila? Na Dunaju sem bila. Ok, tretja skladba? Je pa pop, da še malo tako damno, je pa od Marine, od mislim, da valižanske pevke Venus Flytrap. Je pa nekak tak komad, ki ti sporoča, dej, bod sam, kot si želiš biti, ne rabiš se drugim prilagajati, pa si pač to, kar si, je top, ne rabiš karkoli, če ti drugi reče, kar moraš biti, ne rabiš to biti, ne. Kaj pa, če se vrnem na začetek, ko si dejala, da ti gre na živce te stereotipne stvari, kot so, da ste možače, da ste lezbike, kako bi se tega, recimo, da rešili, izognili? Mislim, to je težko, ne? Ja, se mi zdi, da je to kar dolgotrajen proces, mogoče tudi s tem, da se in nasploh šport kot sam razvije, se mislim, da se je v zadnjih letih kar dosti vse rekreativno, že to je velik, da tudi ženske spoznavajo, da je šport odličen mislim, da je boks odličen šport, na vse zadnje tudi full stresa lahko sprostiš takrat in res je užitek, ker se v vrečo odereš, če ne drugega. Mislim, da takrat bo po moje s tem, da se bo začel razvijati šport oziroma popularno športa tudi med ženskami, da bojo potem nekako tudi drugi dojeli, ne samo tiste punce, ki so pač poskusile boks, pa ga trenirajo, pa tudi drugi, da vidijo, da pač ni to zdaj to, kar so si mislili. Se mi zdi, da veliko več je, nasploh se mi zdi ljudi, ki se rekreativno ukvarja z boksom,
Kaj bi rekla ti kot profesionalka, kaj doprinese? Kondicijo verjetno? Kondicijo, neko psiho, kako sem rekla, stres se res sprošča, se vedno pri vsakem športu, ampak kle imaš dejansko ti možnost za rokavice gor povdariti vrečo, pa si koga lahko predstavljaš na vreči, pa ni nič narobe, ne, in se dejansko pol dobro počutiš. Tudi se mi zdi, da mogoče se ljudje bojijo zdaj kakšnih sparingov pa tekma, ampak pač ne rabiš sparirati ali pa tekmovati, ne, lahko prideš sam tako, pa uživaš v treningu s tistimi elementi, ki so ti všeč. Zadnje vprašanje, december je, si fenica Božiča? Kakšen bo tvoj december? Ja, moj december se vedno začne najprej s praznovanjem mojega rojstnega dne, pa že cel december dobivam kakšna darila, ne. Bed. Ja, se dobro sliši, ampak po drugi strani bi pa tako rajš videl enkrat po letu, imel rojstni dan, pa bilo malo razporejen, ne, pa tudi pol. Mogoče ne cenim spet, tako si sem vesela vsazga, ampak pač, ker skozi dobivaš tako par dni zaporedoma, je pa res že tako malo čudan, ne. Ja, pa vedno sem pol že tako, zdaj moram paziti malo spet kilažo, ker tako vedno jemo preveč takrat, a ne, jaz pa sploh moram še paziti že zaradi športa, zaradi boksa. Ampak ja, drugače pa večinoma je praznovanje v ožjem družinskem krogu, tudi verni smo doma, tako da vedno gremo na polnočnici, pa že prej kakšne dni ziher na 9-dnevnico. Drugače pa ja, nek ožji krog družinski ali pa s prijatelji, tako dosti umirjeno, pa tako da nikoli ni preveč pozno v noč, zato ker jaz ne samo, da imam trening, tudi če ga nimam, bom pač zgodaj ostala. Karierno, naslednji korak? Karierno bo vedno, mislim, da bo najprej kakšna branitev teh 2 naslovov, da se nekako tudi ustalim med temi top 5, top 3 v moji kategoriji, zato da ljudje nekako spoznajo, da sem jaz neka stalnica, da sem res z razlogom na vrhu, da tudi če pač bo spet kakšen poraz vmes prišel, da ne bo zdaj konc sveta, da ne bom rabila 2 leti, da pridem nazaj, ampak da bom tako imela nekako možnosti, priložnosti, da se vrnem. Pa bom pa videla, no, kot sem rekla, 3 ponudbe sem že isti dan po zmagi dobila, ni pa od mene odvisen, kjer bomo zdaj sprejeli. Ema Kozin, najlepša hvala. Hvala. To je moja muska.